Nahajamo se v industrijski coni pri Mirni peči na Dolenjskem. No in ta industrijska cona se je zaradi svoje ugodne avtocestne lege v zadnjih letih kar naglo razvila. No in verjamemo, da bodo v tej industrijski coni našle svoje novo domovanje tudi 3 gospodarske novosti Renaulta, ki jih je ta znamka pravkar pripeljala v svoj izobraževalni center, ki se nahaja tukaj v bližini. No, v tej industrijski coni pa boste verjetno tudi izvedeli, da sta čas in učinkovitost izredno pomembna. No, zato si pa kar hitro oglejmo prvo novost. Prenova ponudbe lahkih gospodarskih vozil je eden ključnih stebrov strategije Renaulta za prihodnost. No in eden glavnih stebrov ponudbe bo ostal Traffic. Ta veliki prevoznik, ki je na voljo v 2 dolžinah, je prenovljen. Glavni cilj prenove pa je bolj prijetno doživljanje vožnje. Poleg prenove zunanjosti, ki je najbolj opazna spredaj, so novosti tudi v notranjosti. Nova je armatura, nov je infozabavni sistem, ki zdaj omogoča bolj napredno povezljivost, drugačna je razporeditev odlagalnih mest in nov je tudi naslon za roko. Kot zanimivost vam pokažemo še posebno izvedbo različice Space Class, v kateri se sicer z veliko truda 3 članov Renaultovega osebja po kakšnih 15 minutah zadnja 3. vrsta spremeni v posteljo. No, potem pa smo žal tako ali tako izvedeli, da te izvedbe v Sloveniji ne bo mogoče kupiti. Tukaj pa sta še 2 na prvi pogled podobni, a v resnici precej različni novosti. Obe z imenoma, ki sta na slovenskih cestah dobro poznani. Najprej je tu naslednik modela z konca 80. in 90. let, Expressa. Ta Express je pač ostal nam še v spominu od starejših Expressov. To so bili prvi začetki v tem segmentu pri lahkih gospodarskih vozilih. Tudi v prihodnosti nas čakajo še nekateri novi modeli, ki bojo imeli neka zelo znana in nostalgična imena. Express van v Evropi nadomešča Dacio Dockerja. Prihaja iz tovarne v Maroku in gre za dostavnika, ki je zelo špartanski, ki ponuja le tisto najbolj osnovno. In poglejte, v tej notranjosti je tisto, kar v resnici potrebujemo za delo. Tukaj najdemo za 48 litrov odlagalnih mest in skoraj polovico te prostornine predstavlja velik predal tukaj pod stropom. Še bolj pomemben pa je ta prostor. Tovorni prostor vstopamo skozi bočna drsna vrata, odprtina tukaj meri skoraj 72 cm, nato pa imamo tukaj 3,3 kubične metre prostora pri krajši izvedbi in 3,7 kubične metre prostora pri daljši izvedbi Expressa. In to je celo največ na trgu. Nosilnost, ki je odvisna od izbire motorja, znaša od 650 do 780 kg. Največja dolžina tovora pa je pri togi pregradi 1,91 metra. V različici brez sovoznikovega sedeža lahko vozimo tudi do 2,36 metra dolg tovor. Express bo ob začetku prodaje v Sloveniji na voljo le z dizelskimi motorji. No, še posebej zanimiva pa je različica pogona EcoLeader. Ta bo poskrbela, da bodo tisti prihranki podjetij lahko še nekoliko večji, saj bo hitrost tega pogona omejena na maksimalno 100 km/h. To pa je še tretja novost, Renault Kangoo Van. No, ta pa ne prihaja iz Maroka, ampak naravnost iz francoske tovarne z misijo postati najboljše francosko lahko gospodarsko vozilo. V bistvu Kangoojeva platforma bi jo težko, zdaj je bila pač prenovljena in je v bistvu neka sama svoja platforma. S tem tudi omogoča, je pa res, da je drugačna od Expressa in s tem tudi omogoča večje nosilnosti in prevoz tudi nekako bolj težkih tovorov. Express je pač ta L1 varianta, ki je osnovna varianta z enimi drsnimi vrati za kupce, ki pač iščejo dobro razmerje med ceno in uporabnostjo, medtem ko bo pa Kangoo dosegal bolj zahtevne kupce, ki imajo pač bolj specifične zahteve, ki jih pač narekuje njihovo delo. Novi Kangoo bo na voljo v 2 dolžinskih izvedbah. Tokrat za razliko od predhodnika ne bo tiste najkrajše. No in kar takoj vam pokažemo najboljšo stvar tega avtomobila. Takole dostopamo do tovornega prostora. Tukaj se odpre kar 1,45 cm široka luknja, ki je največja v tem segmentu. No in pri Renaultu pravijo kar sezam odpri se. Najširša odprtina na trgu je nastala z odstranitvijo B-stebrička. In poglejte, še več. Tukaj lahko zelo preprosto zložimo sovoznikov sedež in potem odpremo
tole pregradno steno in tako pridobimo še daljši tovorni prostor. Da imam primer teh potujočih delavnic v vozilu, pri katerih mora voznik oziroma uporabnik vedno vstopati v vozilo, da lahko pride do stvari, ki jih ima v vozilu, medtem ko tukaj imamo pa neko, kot en primer, zelo uporabno potujočo delavnico, ki se nekako odpremo vrata iz to vrtljivo mrežasto steno, se nam delavnica pač pripelje skoraj izven vozila in uporabnik lahko zelo preprosto, brez vstopanja v vozilo, dostopa do različnih stvari, odvisno s čim se ukvarja. Tukaj spredaj je ponovno na voljo ogromno odlagalnih mest. Imamo jih praktično na vseh delih armature in pa po sredini. No in še posebej zanimiv je tale raven sovoznikov predal, ki je zelo pregleden za kakšne drobnarije. Pri Renaultu pa pravijo, da lahko tukaj notri pospravimo tudi delovsko čelado. Sicer pa je tu v primerjavi z Expressom bistveno več naprednih asistenčnih sistemov. Pravzaprav celotna zasnova tega avtomobila kar kliče po potniški različici, a se slovenski uvoznik zanjo ni odločil. Če se bo slučajno pokazalo, da se bo spet neka želja kupca se bojo spremenile, da bo želja po tem segmentu postala večja, smo pripravljeni in se lahko odločimo zelo hitro še odlansirati ta model, ampak zaenkrat ne vidimo nekega potenciala tukaj. In še cukrček za konec, Kangoo Van bo na voljo tudi z električnim pogonom.